slovenske avtohtone sorte ali pa, če pogledamo nekoliko širše, pridelava, torej lokalna pridelava slovenske hrane in pa slovenskih povrtnin iz leta v leto pridobiva na pomenu, tako pri potrošnikih, kot tudi država sama je prepoznala velik pomen lokalne pridelave, saj v zadnjih letih zelo veliko vlaga v osveščanje potrošnikov in pa širše javnosti, tako da naš selekcijski center v bistvu ni samo pomemben za našo družbo, ampak je del, bom rekel, ima večji pomen tudi za širšo družbo in pa je vsekakor del slovenske kulturne dediščine. Na današnjem ogledu našega vrta boste videli preko 1000 posejanih sort raznih vrtnin, cvetlic in pa poljščin, ki jih pridelujemo in pa za katere izvajamo vzdrževalno selekcijo na našem centru. Upam, da boste dobili kakšno novo ali pa zanimivo informacijo in da se boste kot potrošniki še naprej odločali za veliko truda in kvalitete pridelane izdelke Semenarne Ljubljana. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prosim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mito Bervarja, za nagovor. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani direktor Semenarne Ljubljana, gospod Aleš Šabeder, spoštovani minister, gospod Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, spoštovani predsednik Zadružne zveze Slovenije in državni svetnik, gospod Peter Vrisk, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in državni svetnik Cvetko Zupančič, spoštovani župan Mestne občine Ptuj, gospod Miran Senčar, spoštovana predsednica in upravnica uprave Deželne banke, gospa Sonja Anadoli, vodja sekcijsko-poskusnega centra Ptuj, gospod Darko Vernik, cenjeni strokovni delavci Semenarne Ljubljana, predstavniki širše zainteresirane javnosti in pa seveda tudi spoštovani uporabniki storitev. Res me zelo veseli, da sem lahko danes se udeležil otvoritve največjega slovenskega vrta, ki je odraz dolgotrajnega prizadevanja dela strokovnjakov Semenarne Ljubljana, vodilne semenarske hiše v našem prostoru. Posejane vrtnine, cvetlice in dišavnice, travne mešanice, poljščine, koruza in žita odražajo vrhunsko znanje podjetja s 100-letno tradicijo. Semenarna Ljubljana je imela pri napredku slovenskega kmetijstva in pridelovanju hrane vseskozi pomembno vlogo. Tako vlogo bo imela tudi v prihodnosti, kajti napredek kmetijstva in pridelovanje hrane v Sloveniji bosta tudi v prihodnosti v veliki meri odvisna prav od razvitosti in kvalitete lastnega semenarstva. Semena so namreč edina valuta, ki nikoli ne izgubi na vrednosti. Zato naj posebej poudarim, da je velikega pomena, da je podjetje Semenarna Ljubljana ostalo v slovenski lasti in dobilo odgovornega lastnika, ki se zaveda vloge in pomena semenarstva v nacionalni ekonomiji in kulturi. Kmetijstvo ima v naših krajih bogato tradicijo. Mnogo rastlinskih sort je značilnih prav za našo krajino in tu dobro uspevajo. Zato je prav, da ohranjamo, kar je slovensko. Vse, kar zraste, zraste iz semena in kot pravi stari pregovor, kakršno seme boš sejal, takšno žito boš žel. V času intenzivne pridelave, ko se velika nadnacionalna podjetja za izpodrivanjem tradicionalnih in avtohtonih sort borijo za prevlado na trgu, smo na potezi tudi potrošniki. Z odločitvijo za lokalno uveljavljene sorte bomo pomagali preživeti domačim pridelovalcem ter ohranili naravno in kulturno dediščino. Čim prej moramo stopiti ob bok tistim narodom, ki se zavedajo vloge semen kot genske banke in so jo sposobni povezati z drugimi gospodarskimi panogami, kot sta predelovalna industrija in turizem. Tudi to je namreč lahko priložnost za lokalni razvoj in večjo prepoznavnost naše države v globaliziranem svetu. Spodbujanje domačega semenarstva je pomembno tudi z vidika zagotavljanja prehranske varnosti in zmanjšanja tveganja v pridelavi. Ohranitev avtohtonih sort, ki so prilagojene, da uspevajo v lokalnih pogojih, omogoča ohranjanje samooskrbe in je strateškega pomena. Spoštovani prisotni,
Semenarstvo se na Slovenskem, saj upam, obeta svetlejša prihodnost. Posebej razveseljivo je, da se širša strokovna javnost, država in zlasti seminarji vse bolj zavedajo prednosti slovenskih lokalnih uveljavljenih sort. To pa je priložnost, da še tesneje povezamo in z znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom, kar lahko država spodbuja in krepi na različne načine. In lahko smo veseli, da je eden od glavnih varuhov avtonomnih in udomačenih sort, vrtnin in poljčin prav podjetje Semenarna Ljubljana. Avtohtoni genetski viri so naša enkratna dediščina, ki jo je treba ohraniti tudi za prihodnje rodove. Vodstvu in vsem strokovnim delavcem Semenarne Ljubljana čestitam za dosedanji trud in odlično opravljeno delo, ter jim seveda želim še veliko poslovnih uspehov tudi v prihodnje. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod minister in podpredsednik vlade, gospod župan in vsi visoki gostje, toliko vas je tukaj, da bili ste že našteti in sem vesel, da ste se odzvali našemu vabilu. Seveda veliko je bilo že povedanega. Semenarstvo je za nacionalno samooskrbo seveda ključnega pomena. Zdaj, na eni strani imamo multinacionalke, ki nekako z svojimi semeni nekako preplavljajo svetovni trg in če pogledamo koruzo, če bi danes te velike semenarske hiše rekli, zdaj pa vam ne damo semena, koruze v Sloveniji ne moramo več posejati. Ne? Potem čist na skrajni drugi strani imamo tista semena, ki zdaj tudi v medijih včasih slišimo, ko prihaja do neke izmenjave med samimi vrtičkarji, levo, desno, ampak to je v bistvu neka manjša zadeva. Ne? Na drugi strani pa to, kar dela naša semenarna, je pa tisto, kar je tudi neka selekcija teh domačih sort, kajti te selekcije treba stalno tudi vzdrževati. Ni enostavno tako, da samo seješ, pa ni potrebno nič strokovnega tukaj več postoriti. No in jaz, ko sem bil prvič tukaj, mislim, bilo lansko leto, sem bil presenečen, ko sem videl, da kljub temu, da je bila hiša semenarna nekaj let v težki situaciji, pa kljub težkim finančnim razmeram, pa skromnim pogojem tukaj, je ta ekipa odlično nekako ta vrt, kot je bil že imenovan, obdelovala, pridelovala ta semena, delala poskuse in jaz sem prepričan, da bomo naprej lahko to področje tukaj še bolj razvili. Tu je zraven Drava, potreben je bil namakalni sistem in pa še marsikaj drugega, mogoče tudi ta strojna oprema, potem bomo videli, da je že kar dotrajana, da bi se to malo posodobilo. In semenarna je sigurno lahko tista ključna hiša, ki lahko slovenskemu prostoru tudi v prihodnosti še bolj ponuje te domače avtohtone sorte, kar pomeni seveda samooskrbo in pa vse tisto, kar danes je tudi v javnosti o tem popularno govoriti. Ravno te dni sem navdajo poslušal v Švici, ki veste, kakšne težke pogoje ima in dejansko je v večini, bi rekel, tega, kar pač ljudje rabijo, samooskrbna, kljub temu, da trenutne računice v globalnem svetu ni. Ker če gledamo trenutno računico, potem se marsikaj bolj splača kupiti, kot pa da imaš sam. Ampak to so kratkoročne zadeve, na dolgi rok je pa treba imeti čim večjo oskrbo z temi domačimi stvarmi. V okviru tega zadružnega poslovnega sistema se trudimo torej, da, ne vem, od zadrug, vesel sem, da ste tukaj prisotni tudi predstavniki nekaterih zadrug širom Slovenije, pa Deželna banka, pa Kapitalska zadruga, pa ves ta sistem nekako deluje skupaj. Smo rekel, zdravo jedro te družbe, bi lahko rekel. Poudaril bi tudi to, da je pomembno tudi lastništvo. Zdaj, v politiki so mnenja deljene. Eni pravijo, mi ne znamo biti lastniki, moramo prodati, ne, in prodajamo levo, desno. Kdorkoli pride, pa karkoli ponudi, moramo prodati, ker to je danes moderno. Ne. Jaz pa sem bolj starokopiten, bolj po kmečko gledam in jaz pač želim biti na svoji zemlji svoj lastnik. Jaz želim, če na tej klopi sedim, da je moja klop. Ne, da bo prišel sosed in rekel, zdaj te pa vzamem spodred. Če kmetujem, želim kmetovati na svoji zemlji. Ne? In to je pomembno, da si pač med seboj pomagamo, da drug od drugega kupujemo stvari, torej da ne da vsak šefta z nekimi tujci. In zadruge smo pač tu dosti let bile nekako malo zapostavljene, češ vi ste malo starokopitni, danes se pa vidi, da je to tisto 80% vsega odkupa gre preko naših zadrug. Tudi izgleda, da bo naša Deželna banka edina ostala v slovenski lasti, vsaj zaenkrat lahko rečemo, da smo vse napravili, kar je Banka Slovenije od nas zahtevala. In meni se zdi to lastništvo pomembno. To je za mene osnova življenja, da tam, kjer sem, lahko rečem, to je moje in ne pustim, da me kdorkoli na tistem mojem, kar imam, pa kolikorkoli je.
Ne rabim veliko, ampak tisto, kar je pač, in tudi ta Slovenija ni velika, ampak moramo čuvati tisto svoje premoženje. Tudi jaz to zelo cenim, tudi minister Dejan Židan, eden tistih v tej politiki, ki se zavzema, podpira to domače lastništvo, če ravno ta drugi politični krog seveda takoj napade, če nekdo reče, da bi mi nekaj sami ohranili v svoji lasti. Jaz se ne morem strinjati s tem, ko nekdo pravi, država je slab gospodar, je slab lastnik. Potem je treba nekaj spremeniti. Ljudje smo tisti, ki upravljamo tako ali drugače. V tem zadružnem sistemu se pač tako trudimo, no in takrat, ko je bila tudi vprašanje recimo za seminarno, torej kaj napraviti kot banka. Danes je v bankah popularno firmo spraviti v stečaj, pobrati tiste drobtince pa pstiti. Pa nimaš nobene odgovornosti, nobene skrbi več, ne. Mi smo rekli drugače. Dajmo zadevo vzeti v roke, pomagati reševati in tako se vidimo, da se zadeva reši. To je podjetje v končni fazi 270 zaposlenih, osnovna baza seminarstva v Sloveniji in jaz mislim, da je to prava pot, da bi tudi kakšne druge banke in tudi država v tej smeri morala gledati, torej, da se problemi tako rešujejo. Tako da jaz sem prepričan, ta hiša ima prihodnost tudi v naprej še veliko in vesel sem tudi, ko vidim, tudi javnost to podpira, vidim tudi članke, zadnjič v Mladini bil in prispevek, ki je tudi pozitiven bil v tej smeri in tudi drugi mediji nekako pozitivno o tem pišejo. Mi, ki smo pa tukaj, seveda smo pa tudi odgovorni, da pa poslovanje peljemo tako, da stvar teče. Torej, nič ne pomaga neka javna podpora, če pa poslovanje ne bo pozitivno. Tako jaz se vsem zahvalim, ki se do zdaj že pomagali pri reševanju te slovenske seminarske problematike. Imamo pa še veliko projektov odprtih in jaz pričakujem podporo tudi v prihodnosti. Hvala lepa vsem. Semenarna Ljubljana je seveda vpeta tudi v lokalno okolje, zato zdaj prosim župana Mestne občine Ptuj, gospoda Mirana Senčarja, da nas nagovori. Hvala. Torej, spoštovani direktor, spoštovani vsi gostje, spoštovani novinarji, jaz vas pozdravljam seveda v imenu Mestne občine Ptuj in bom za začetek povedal eno anekdoto. Ko dobim vabilo, odpiramo največji slovenski vrt, sem seveda kot župan najprej pomislil, da se odpira neki velikanski vrtni center. Kljub temu, da ni investicije, pa seveda pomeni današnjega dne ni čist nič manjši. Semenarna Ljubljana nima samo lokalnega pomena, ker daje delo našim občanom, ampak je predvsem tudi državnega, nacionalnega pomena, o čem smo že slišali. Radi govorimo o samoskrbi in seveda samoskrba se začne tukaj, pri semenih. Vidimo, kaj se dogaja v svetu, globalizacija, semena rabimo, če semena bomo imeli, potem tudi samoskrbe seveda ne bomo imeli. Občina Ptuj z Semenarno Ljubljana vsa leta uspešno sodeluje. Semenarna Ljubljana je tudi udeležena na dobrota slovenskih kmetij in pravno v tem trenutku delamo na enem skupnem projektu namakanja. Seveda tu imamo reko Dravo in zelo čudno je, da se pravi, da nimamo celotnega tega področja, se pravi, opremljenega z namakanjem, tako da verjamemo, da bomo ta projekt speljali, ker je tudi 100% financiran. Semenarna Ljubljana je v preteklih časih seveda doživela tudi hude čase. Uspeli so, to je lastnost tistih najboljših in Semenarna Ljubljana je med tistimi najboljšimi, tako da vam jaz želim še mnogo uspehov v prihodnosti in seveda danes prijeten dan. Hvala lepa. Hvala, gospod župan. Zdaj pa prosim gospoda Cveta Zupančiča, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, za en kratek nagovor. Lep pozdrav predsedniku državnega sveta, ministru in pa seveda direktorju semenarne, vsem zaposlenim na semenarni, kajti danes je pač vaša prireditev, vaš dan. Veliko je bilo povedano, dejansko je bilo vse povedano o semenarni in pa trenutnem stanju, tudi kar se tiče lastništva v živilsko-predelovalni in tako naprej. Jaz tukaj ne bi dodajal, jaz se bom samo vrnil nazaj, ko se spomnim, ko so bilo začetkom kooperanta semenarne v 70-ih letih. Mi smo na naši kmetiji pridelovali semena za semenarno. To je bilo čudovito sodelovanje med inštitutom, semenarno in pa kooperanti. Mi smo na naši kmetiji pridelovali semenski motovilc, pridelovali smo ajdo semensko, pridelovali smo tudi travne detelne mešanice, aktualna je bila takrat detelja, mislim, da je bila Poljanka, ne? In moram reči, da sem bil zelo razočaran po tem, kaj se je semenarna dogajalo kasneje. In prav semenarna je živ primer, ko se danes še vedno dogaja to, da se prodaja podjetja, ki so povezane z pridelavo na kmetijah
in predelavo. In če gremo samo po tej poti, bomo ugotovili, koliko problemov in koliko enega denarja, organizacije, tveganj in vsega je potrebno, da ponovno pridobiš lastništvo nazaj, ko ga že ima neki tujec. Kaj dobiš, če že ni propadlo, kaj dobiš od tistega, kar je ostalo. In Semenarna kot firma s tako bogato zgodovino, tradicijo, staro Jugoslavije, novo Jugoslavijo, vsi so se dobesedno bili ponosni na ta firmo in potem smo jo mi zaradi nekega pohlepa nekaterih spravili na poden, prodali in potem spet z novo organizacijo to nazaj spravili. Se pravi, zelo moram pohvaliti vse ljudi, ki so v tem sodelovali, da je Semenarna danes majhna, a je, pa kljub temu prva v Sloveniji, ima tradicijo in še moramo narediti, da bo tisto, kar je pomenilo v bivših državah, ki sem jih prej omenil. Še enkrat čestitke, z veseljem pa si bom ogledal ta polja, kajti nisem še bil in me zanima, kakšno je. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa prosim gospoda magistra Dejana Židana za en kratek nagovor. Potem pa daljšega. Pa mikrofon sem postavil tako, da boste bolj v senci. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, seveda predvsem lep pozdrav prisotnim kmeticam in kmetom, pa tudi vsem ostalim, ki delate na področju kmetijstva oziroma proizvodnje hrane. Dovolite, da vam povem eno ali dve resnični anekdoti. Spominjate se pred leti, ko smo kmetici, mi, ki delamo v kmetijstvu, ki delamo na področju prehrane, vključno z kmetijskim ministrom, to je z mano, zelo glasno opozarjali, kaj pomeni prodaja industrije, ki proizvaja hrano, pa tudi trgovine, ki to hrano prodaja tujcem, zlasti pa konkurentom. Smejali so se iz nas. Doživeli smo taki medijski pogrom, da so iz nas skušali narediti skoraj da sovražnike Slovenije. Pa poglejte, kam smo sedaj prišli. Gledal sem ves zgrožen, mislim, da ta teden je bilo ne po televiziji, kako ravno tista trgovska veriga, ki je obljubljala, kako bo razširila prodajo slovenske hrane na druge trge, je, tako je bilo po televiziji, obdržala samo 1 ali 2 artikla v tujini. In če pogledamo, kako je ista trgovska veriga govorila, imamo samo slovensko meso. In je bolj ali manj vsa generika tuja. Pa tako pred nekaj meseci ni bilo. In potem se pojavljajo izgovori, ki so naslednji. Saj ni slovenske surovine. To ne drži. Celo pri prašičih, ki jih imamo najmanj, je lanska stopnja samooskrbe bila 39% in narasla. Prvič po dolgi številu let je lansko leto proizvodnja prašičjega mesa v Sloveniji, pa tudi stalež prašičev je naraslo. Vendar, kar se pa tiče svežega mesa, večina slovenskega prašičev gre v svežo meso. Je pa delež slovenskega mesa ni 39, ampak je bistveno višji, gre tudi do 70%. Tako da, če meni kdorkoli razlaga, saj ni slovenskega mesa, pomeni, da ima slabe namene. Skuša se vnaprej opravičiti, da bo naredil vse, da ne bo imel slovenskega produkta. Seveda mi kot potrošniki imamo možnost izbire in to je tisto, kar v bistvu je reševalo kupce in tudi panogo in tudi kmete v drugih državah in nobenega razloga ni, da tega ne bi poudarjali tudi v Sloveniji. Ali pa drugi primer. Spominjate se, kako nas vsi mlade ekonomisti učijo, pripeljite tujce. Vsi so dobronamerni. Vsi imajo silno količino denarja, komaj čakajo, da pridejo in vložijo silno količino denarja v Slovenijo, da bodo nova delovna mesta, nova proizvodnja. In v vsakem primeru bo podjetje brez kreditov. Pa si poglejte samo primer Semenarne. Semenarno, ko so tudi po istem načelu prodali tujcem, je bila zdravo podjetje. Podjetje, ki je raslo, ki je imelo ugled in relativno slabo zadolženo. In res v zadnjem trenutku ste sprejeli edino pravilno odločitev, da Semenarno, ki je posebno podjetje, zato ker dela tudi z nekaj semeni, ki dela samo ta Semenarna s temi semeni in so del naše kulturne, zgodovinske in še kakšne dediščine. Ste jo prevzeli in v kakšnem stanju. Tako da ste verjetno nekaj časa razmišljali, ali samo zapreti, ali pa se truditi naprej. In to je ta velika zgodba o tujcih s polno denarja, z veliko željo po novih delovnih mestih v Sloveniji. Večinoma so nameni ravno drugačni. Da pridejo sem,
podjetja so še bolj zadolžena in transferirajo dobiček, ki bi ostal v Sloveniji navzven. Druga zgodba, poglejte, v tem trenutku poteka žetev pšenice, nekje že zelo daleč, nekje se komaj začenja. Povemo izkušnjo, v nedeljo sem šel za nekaj predstavniki kmetijstva, smo si šli pogledati eno največjih odkupnih mest, to je na Industrijski ulici v Murski Soboti, in kmetje vozijo pač pridelek, ki so ga trdo pridelali. Pa ne bom sedaj govoril o ceni, o tem smo verjetno pogovarjali nekoliko kasneje, ampak govoril bom o kvaliteti. Kmetje zato, ker je še vedno preveč sort. Pridejo tudi multinacionalke z veliko količino denarja za oglaševanje in z velikimi obljubami. In je razumljivo, da je kmet zbegan. Saj kmet upravičeno pričakuje čim višji pridelek, čim boljše kvalitete, saj od tega pridelka odvisno, ali bo lahko živel, ali bo lahko preživel in ali se bo lahko razvijal. In nekateri temu tudi nasedajo v svojih dobrih namerih, ker se pač borijo za svojo družino. In kaj se potem vidi na odkupnem mestu? Vidi se velika semenarska imena, ki kmetom omogočajo, da pridelajo 5 ton pšenice z beljakovinami ne dosti več kot 9%. In neko staro ime, videl sem živo, ker sem bil na tehnici, bil sem v laboratoriju in se pogovarjal z kmetom, ki mi je pokazal svoj listek. Staro ime, 8 ton pridelka in nad 14% beljakovin. Zato je vloga semenarne v slovenskem prostoru za kmetijstvo v bistvu bolj pomembna, kakor se zdi. Kmet potrebuje pomoč, kmet potrebuje varnost in zaradi majhnosti slovenskih kmetij. Marsikatera slovenska kmetija ni specializirana. Marsikatera slovenska kmetija ob tem, da kmetuje, počne še nekaj drugega. Potrebuje dobre informacije, ki so preverjene v praksi. In zato je pomen vlaganja v seme. Ni nujno, da je vso seme iz Slovenije, ampak da ima konkretna slovenska gospodarska družba, kateri se zaupa, na nek način kontrolo na tem in pravilne informacije. Če to tako poteka, potem je kmetu lažje živeti. In kmetijstvo kot pomembna panoga v Sloveniji lahko napreduje. Poglejte, lansko leto v Evropski uniji, to vedno govorim, zato ker novinarji tega nočejo objaviti, ker dobre informacije niso zaželjene v tej državi, zato pa to vedno govorim. Lansko leto je v celotni Evropski uniji kmetijska proizvodnja upadla za 1,7%. Samo v 8 evropskih državah, ko rečemo Evropska unija, torej 28 držav, samo v 8 teh državah je kmetijska proizvodnja narasla. Najbolj v Sloveniji, za 13%. Res je, da je primerjava z letom 2013 dobra, ker leto 2013 ni bilo dobro leto za kmetijsko proizvodnjo. Res pa je tudi, ko pogledamo številke kot absolutne, imamo eno boljših let v samostojni Sloveniji, tudi po profitabilnosti. Ali se priznamo ali ne, lansko leto je faktorski dohodek, ki je merilo rentabilnosti v kmetijstvu, bil eden najboljših v zadnji zgodovini dobrih 20 let Slovenije v Evropski uniji. Zato je vprašanje, in je utemeljeno vprašanje, kaj naj počnemo, da bomo ta trend vzdržali vsaj nekaj let. Nam recimo, da katero leto napredujemo, pa gremo naslednjo leto nazaj, pa potem zopet napredujemo, ne? Nam kot državi in kot kmetijstvo ne prenese nič novega. Potem ves čas stopiti samo na mesto, korak naprej pa nazaj, pa naprej pa nazaj. Zato mora biti cilj, da imamo vsaj 5 let zaporedoma rast. Ni nujno, da vsako leto velika rast, mora pa biti rast, ker edino rast omogoča, da tiste korake, ko gremo naprej, ne pokvarimo z korakom za nazaj. V letošnjem letu podatki za prvih 5 mesecev niso slabe. Recimo, če pogledamo najpomembnejšo kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji, to je proizvodnja surovega mleka, je samo v mesecu maju narasla ponovno za 5%. Tisto, kar bo letos pritisk, je v večini sektorjev nižje odkupne cene. Res je, da v nekaterih primerih, ne pa v vseh, so se delno znižale tudi cene kmetijskega repromateriala. In zato seveda, kaj lahko naredimo za stališča ministrstva, naredimo lahko tole, da pač plačila, ki jih izplačujemo, plačujemo čim prej. V letošnjo leto bo izplačano v kmetijski prostor, tako malo skozi palec, 300 milijonov evrov. Ko rečem kmetijstvo, moram povedati, to je kmetijstvo, prehrana in gozdarstvo, ribištva tu zraven ni. In
to, kar smo naredili samo v februarju. V februarju smo izplačali kmetijski prostor 100 milijonov evrov. Tega še nikoli v zgodovini Slovenije nismo naredili. Tisti, ki ne delajo v kmetijstvu, rečejo vsaj vse eno, a je izplačano februarja, aprila ali maja. To ni res, ne? En dan, nekaj dni, nekaj tednov prejšnjo plačilo pomeni možnost dobiti nekoliko cenejši repromaterial. In skušali bomo v letošnjem letu in tudi v nadaljnjem letu čim več izplačil narediti čim prej. Pred nami, spoštovane in spoštovani, je nova kmetijska politika. Kamorkoli grem po Evropi, posod razmišljajo, kaj bo to prineslo. Na srečo smo ena izmed redkih držav, ki jo sploh lahko izvaja, ker imamo sprejet program razvoja podeželja. Mi pa ne smemo nekaj pozabiti. Nova kmetijska politika, ki jo izvajamo, je bolj proizvodnjo usmerjena. Nova kmetijska politika prvič resnično podpira več proizvodnje. Mi hočemo več proizvodnje iz trnih žit. Zato tudi plačujemo 620 evrov na hektar, ker hočemo in potrebujemo več strnih žit. Tukaj je tudi pomembna vloga semenarne. Mi hočemo več zelenjave v Sloveniji. Prvič, zato ker zelenjava iz bližine je bolj kakovostna. Samo pogledajte si zadnjo študijo o paradižniku Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki ima mimogrede od danes naprej novega dekana, gospoda Branka Krambergerja, tudi strokovnjak ravno z tega področja. In če hočemo več zelenjave, država da plačilo, potrebujejo pa kmetice in kmetje kvalitetno seme. Tudi tu je naloga in tudi poslovna možnost za semenarno velika. Tako da tisto, kar bi jaz predlagal, je naslednje. Ni potrebno vedno slediti splošnemu javnemu mnenju. Splošno javno mnenje je jasno. Zakaj bi nekaj proizvajali v Sloveniji, če lahko kupimo? To ne drži. V Sloveniji ljudje potrebujejo delovna mesta. Splošno javno mnenje je še vedno prepogosto. Naj pridejo, tujci so boljši. Dokazljivo ne drži. Sami, če poskrbimo za svoje gospodarske družbe, za kmetije, pa tudi za trgovine, imamo vsaj usodo v svojih rokah. Ne bomo vedno optimalni. Vsak ima pravico kdaj tudi poklekniti ali se zmotiti, vendar vsaj usodo imamo v svojih rokah. Tako da, spoštovane in spoštovani, vašo pot, ki je pogumna, spoštujem, s tem, ko ste ponovno kot kmetijski sektor prevzeli semenarno v svoje roke, ste naredili nekaj pomembnega. Jaz vem, da na nekaterih področjih nekoliko želite sodelovati tudi z državo. Vaši predstavniki so zadosti vztrajni, da bodo pri tem tudi uspeli. Zahvaljujem se vam tudi za vso sodelovanje, ki ga nudite države. Namreč država kmetijsko politiko ne oblikuje takole, da tam nekaj uradnikov sedi na Dunajski 22, ampak tako, da se z vami posvetuje in pričakuje pa tudi, da si vi izpostavite. Ko nekaj državi svetujete, potem to zagovarjajte. Ne se potem umakniti pa čakati, ali država zna potem se boriti naprej ali pa ne. Če nekaj državi svetujete in pri tem uspete, pričakujem, da potem tudi pomagate braniti nove ukrepe. Torej, želim vam lep dan naprej. Želim vam vsem skupaj, ki ste tu prisotni, da trenutno odkupna cena pšenice ni končna odkupna cena in seveda kupujte slovensko. Hvala. Hvala, gospod minister, če smem, za vsako sekundo. Zdaj vam pa predstavljam kolega Darka Vernika, vodjo selekcijsko-poskusnega centra Ptuj, semenarne Ljubljana, ki vas bo popeljal na največji slovenski vrt. Darko. Spoštovani gosti, dobrodošli v selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju. Naša glavna naloga je vzdrževalna selekcija predvsem avtohtonih slovenskih sort. Dejansko to selekcijo opravljamo trenutno pri 67 različnih sortah, predvsem vrtnin in nekaj poljščin. Vsako leto dodamo tudi kako novo sorto in s tem širimo našo ponudbo, naš sortiment. Z vzdrževalno selekcijo sorte ohranjamo takšne, kot so bile takrat, ko so bile vpisane v sortno listo, in predvsem s poudarkom na kvaliteti in na kulinaričnih lastnostih. Danes bomo si predvsem pogledali naš promocijski vrt, se pravi največji vrt v Sloveniji,
kjer boste videli več kot 1000 vzorcev različnih zelišč, vrtnin in cvetlic. Vrt predstavlja naše vegetacijske poskuse, dejansko gre za kontrolo naše kvalitete, se pravi kontrolo kvalitete semenarne, ki dejansko ponuja različna semena v svojih značilnih rdečih vrečkah na trgu. Dejansko naše polje predstavlja en velik učni poligon, kjer se dejansko izobražujemo mi sami in dejansko ves živelj, ki se ukvarja kakorkoli z kmetijstvom. Vsako leto nas obiščajo študentje in profesorji iz naših slovenskih fakultet. Letos smo imeli obiske tudi že iz tujine, iz Visoke šole iz Križevec in iz Dunajske univerze Bodenkultur. Tako da naš glas se očitno širi tudi izven meja in smo lahko vsekakor ponosni na to. Zdaj bi vas pa povabil, da ne bomo samo govorili, da tudi nekaj pogledamo, se pravi, vas popeljem na naše polje, na naš vrt. Upam, da boste videli kaj novega, če vas kaj zanima, sproti vprašajte in želim pa vam seveda lep dan in še naprej zelo dobro počutje med nami na Ptuju. Hvala.